SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. En lep pozdrav v novem SBC-jevem aktualnem podcastu. Tokrat bo govora o umetni inteligenci, ampak naj vas to ne ustraši ali pa ne rečete, saj o tem pa že vse vem, ker v resnici to ni res. V zadnjem času, pa to zdaj govorimo od leto, dve, morda že tri, res smo priča velikim prebojem in tisto, o čemer bomo danes govorili, je, kaj so se evropski voditelji, pa tudi iz vsega sveta, bil je namreč tam tudi ameriški podpredsednik, pogovarjali o tem, kakšno bo naše življenje z umetno inteligenco. In moramo se vprašati, kje je tu Evropa, Evropska unija in kje smo tu Slovenke in Slovenci. Kajti, če bomo zamudili ta vlak in zdi se, da ga kar zamujamo, potem se v tistih pogovorih, kako bomo imeli veliko dodano vrednost, kako bo naša družba razvita, lahko kar nehamo pogovarjati. Ampak da bomo lažje in da boste lažje razumeli, ker za to pravzaprav gre, sem v studio povabil tri velike strokovnjake z treh različnih področji, pa vendarle en z drugim sodelujejo ves čas, kajti tako je lahko Slovenija uspešna, da se poslušamo in da si v bistvu pomagamo, in to boste videli, da nam kar precej manjka, pa ne za to mizo, ampak marsikje drugje. Ta uvod je drugačen, zato ker sem slišal od vseh treh, preden smo začeli, toliko stvari, da me je kar malce razjezilo, ampak ne bomo tako jezno začeli. Lep pozdrav najprej vsem trem. Seveda bomo začeli pri Vidi Groznik, doktor Vida Groznik z Fakultete za računalništvo, in lep pozdrav. Pozdravljeni. Dr. Marko Grobelnik, lep pozdrav z Inštituta Jožef Stefan. In pa Aleksander Bastel, podjetje Baz DO, in lep pozdrav. Pozdravljeni. Ja. Vseeno, čeprav imamo damo med nami, bom začel v Parizu, če lahko, od tam ste namreč, dr. Marko, prišli. Velika konferenca o umetni inteligenci, ameriški podpredsednik prvič na tujem, prišel je povedati, kako bo zdaj pod Trumpom to vse drugače, in res tudi je, kar boste seveda tukaj potem potrdili, ampak najprej, kaj so tiste stvari, ki smo jih v Parizu slišali ob tem, da bo zdaj tudi Evropska unija veliko vlagala v to? Ja, seveda, tak summit, kot smo rekli, Action Summit temu dogodku, to je bolj ali manj vrh ledene gore, ki se je pripravljal že prej. To ni zdaj, da so oni prišli, pa se seveda začeli gledati, pa so se nekaj zmenili, ni bilo tako. Nekaj pomembnih sporočil je bilo zagotovo to, da je Amerika rekla, mi smo največji, najboljši in bomo tudi taki ostali in hočemo in bomo vse naredili za to. To je bilo eno pomembno sporočilo od Vansa. V to itak nismo dvomili, ampak zdaj, Američani so naredili, najavili to veliko investicijo pred dnevi, in tako naprej. Bomo videli, kako se bo to odvijalo. Zdaj, druga pomembna točka, predvsem stališča Evrope, je bila ta zdaj uradna najava te velike investicije za naslednjih 5 let, ki ne bi bila 200 milijard evrov, to pomeni 150 milijard privatnega denarja, 50 milijard evropskega denarja. Zdaj, to je treba povedati, da to ni bilo presenečenje, saj za tiste, ki smo neki bližji. Ta stvar se pripravlja že tam nekje od leta 2018 naprej, je zdaj še nekako bila najavljena. Pač je tako malo po evropsko, malo bolj počas, pa tako. Ampak enkrat, ko pač Evropa pol alocira ta denar, ga pa zna recimo trošiti. Pomembno je to, da je to privatno javno partnerstvo. To nekako naj bi garantirali, da bo denar učinkovito izkoriščen. To je pomembno. Zato, ker če je samo evropski denar, samo denar strani komisije, dostikrat tisti denar ni zelo učinkovito izkoriščen. Nažalost. Potem, kaj so bile še pomembne zadeve? Za nas se mi zdi, da je bil en tak, kot se reče, predbuditveni klic, wake up call, kot se reče, da je treba se zmigati, po domač povedan, in da ne komplicirati preveč. Zato, ker recimo, torej ni bil samo ta dogodek, ampak je bila cela množica dogodkov. Jaz sem bil cel teden tam in praktično vsak dan je bilo hkrati več stvari se dogajalo. Ena od stvari je bilo to, da kako seveda, oziroma sporočilo je to, hitrost razvoja umetne inteligence je toliko hitra postala, da
že običajni ritem delovanja teh mednarodnih organizacij postaja bistveno prepočasen, ne? Da ne govorimo o Evropi. Evropa ima bolj take eno-dvoletne cikle, ne? Bolj dvoletne cikle. Recimo, ne vem, OECD, ki slovi kot nekako najhitrejša v teh organizacij, ima tako na 3 ali pa 6 mesecev recimo se dobivamo, kar je postalo prepočas. Ja, to je zelo zanimivo. Ne? No in mogoče, da ne bom predolg, še zadnja stvar, in o tem je govoril Macron v svojem tistem prvem ponedeljkovem večernem govoru, pa potem tudi je bilo večkrat omenjeno, torej kako poenostaviti postopke, pravila za to, da bomo lahko v Evropi sploh sledili, sicer ne bomo dohajali ne Kitajcev, ne Američanov, ki imajo to bistveno bolj sproščeno. Ne, da so perfektni, seveda, ampak bistveno bolj sproščeni proti Evropejcem. No pa še zadnja stvar, Macron je objavil tisto 110 milijardno investicijo, to je tudi objavil v ponedeljek. Tisto pa je bilo, mislim, da malo presenečenje, saj za nas. No. Kar je pa veliko, to je približno v istem obsegu, kot so Američani najavili svojo investicijo. Ne. Ja, hvala za ta začetni del. No, pa če gremo zdaj morda v akademske vode ali pa jaz rečem v zibelko znanja, ne, sej bi druge začel, ampak zdaj kar ne morem. Ne. Prej ste mi omenili, da je letošnji vpis za študente pred vrati in da je razpisanih mest na računalniški fakulteti za 30 manj. A to drži? Zdaj, končne številke bojo sprejete na senatu enkrat te dni, mislim, da, no. Ampak ja, začelo se je dogajati to, da je potrebno bilo zmanjšati vpis zaradi znižanja financiranja strani države. V resnici se je to začelo dogajati že jeseni, mislim, da predlani, ne? Da je bila že prva ta znižanje in v bistvu potem je ministrstvo nekako zagotovilo dodatna sredstva po medijskem pritisku, če smo realni, ne, in se potem nazaj postavlja te številke. Tako da kaj točno bo zdaj končna odločitev tokrat, realno ne vem, ker nisem govorila glede tega podatka s prodekanom. Jaz upam, da vse ni znižanja zdaj, ampak to se dogaja. No. A se motim, če vprašam, a bi mi potrebovali 30 več mest za to, kar nas čaka, za to, kar Evropa od leta 2018 računa, da bi povedala, za to, kar se dogaja v svetu? Ne, mi bi rabili 5-krat več mest. Ne 30, ampak 5-krat več, kot imamo trenutno. Identificirane potrebe so bistveno više. Više. Absolutno. Ja. Ja. Kdo je tisti, s katerim govorite o tem in tega ne razume? To so pa različne zgodovinsko že debate na tem področju. Mislim, da so kar različna ministrstva, od ministrstva za izobraževanje, ministrstva za znanost, na koncu tudi delno univerza. Znotraj fakultete seveda imamo veliko pogovorov na to temo. Največja težava je, da trenutno sicer je kar nekaj interesa za vpis na fakulteto. Mi imamo zgodovinsko zdaj že vsaj 15 let ves čas omejitev vpisa na vse študijske programe, na prvi in drugi stopnji, no, da smo konkretni. Težava pa je, da še vedno ne dobiš pa res tistih najbolj zagretih, najbolj zagnanih, ker včasih grejo rajši drugam, kar nekaj jih gre tudi na študij že v tujino, na prvi stopnji, veliko na drugi stopnji. Tako da ni enostavnega odgovora na to vprašanje. Zato, da lahko ti vpišeš 5-krat več ljudi, je pa potrebna še dodatna podpora in v smislu kadra na fakulteti, v smislu prostorov na fakulteti, in nekje pač začaran krog, ne. Recimo imaš premalo prostora, premalo kadra, ne moreš vpisati več ljudi, imaš premalo financiranja, ne moreš vpisati več ljudi, ker ne moreš zaposliti kadra, ne moreš kadra dobro plačati za to, da bi ostal na fakulteti, ker v resnici se nam dogaja že kar nekaj let, tako imenovani brain drain, isto na inštitutu Jožef Štefan imajo enake težave, ko enostavno reče ljudje, zakaj bi ostajal v akademski sferi, v raziskovalni sferi, če so pa slabi delovni pogoji. Slabi ne z vidika delovnih pogojev kot takih, dostop do infrastrukture, ampak govorimo
konkretno tudi o plačah, ne. Ker dobijo takoj lahko 2-3-krat višjo plačo v industriji, že v slovenski. Tisti, ki se pa upajo nekoliko več, ali pa so še mlajši in si lahko to privoščijo, nimajo družin, grejo pa v tujino, ne, kjer pa je potem še možnost napredovanja toliko višja. Da. Ali pa ostajajo tukaj, pa delajo za tujino. Tako. To je tudi na nek način skoraj izgubljen kader, ne, praktično so parkirani samo v Sloveniji. Brezplačno smo jih financirali, skozi davkarijo celo izobraževanje, država pa od njih navadno pa nič več nima nazaj. In to je definitivno škodljivo na dolgo progo. Še eno vprašanje bom navezal na ta prvi krog, se potem bomo šli v mnogo drugih krogov, ampak ko imamo te študente, ko dokončajo svoj študij, kakšna zaposljivost je? Se morda bi tukaj lažje odgovoril, ampak da še tukaj vključim. Koliko takšnih ljudi potrebujejo slovenska podjetja? Vzeli bi vse, ko bi prišlo. Tukaj ni nobene dileme in tudi jaz upam reči 2-3 toliko, da bi jih prišlo z faksa, bom rekel primanjkljaj, namreč IT kadra v Sloveniji, pa tudi v Evropi je tako hud, da dejansko bom rekel, to ne, da je to poklic prihodnosti, to je poklic trenutnih potreb in mi brez ustrezno izobraženega kadra, tudi količinsko, ne samo, bom rekel, da bojo neki super eksperti, bom rekel, bomo na dolgo progo stagnirali. Pa lahko govorimo tukaj o umetni inteligenciji, lahko govorimo tukaj o digitalizaciji, lahko govorimo tukaj čisto o katerihkoli stvareh, bom rekel, ki nekako pospešujejo gospodarski razvoj, pa povečujejo delovna mesta z višjo dodano vrednostjo. Samo še eno vprašanje. V tem tednu se zdaj veliko ukvarjamo s klicom Donalda Trumpa, Putinu pa Zelenskemu, ampak v resnici začetek tedna je pa bil v znamenju tega samita v Parizu. Kdo od naših pomembnih ljudi iz vlade države je bil ob vas še tam? No, saj vi je odlično, ker vi se na to spoznate, ampak vseeno, ne? Ker jaz vem, od Slovencev nas je bilo vladna delegacija, to je bila ministrica Klamfer, državna sekretarka Ida in še 2 sodelavki, če se prav spomnim. Potem sem bil jaz, pa 2 kolega iz IRK, to je iz našega UNESCO centra. Tako da po mojem štetju nas je bilo 4 + 3 = 7, pa morda 8, če sem koga zgrešil. Ne. Je to močna delegacija ali bi lahko poslali na tako pomembno temo morda? Pomembno je, kam pošiljamo, pa s kakšnim namenom. Ne. Lahko bi bil dost eden, ne, recimo za Slovence je dost, če bi na olimpijske igre na kolesarstvo poslali sam Pogačarja, bi bilo čisto zadost. Ne bilo treba, pa ga nismo. Ne. V Pariz spet. Ne. Zdaj to malo karikiram, ampak ne, dobro je. Ja. To je žalostna zgodba, ne, ker mislim, da smo vsi raj tih, ne, v njej. Torej, množice dogodkov je bilo. No, in te dogodke je bilo treba, seveda, bi bilo dobro pokrivati tako sistematično, ne, in ja, če bi bilo nekaj več ljudi, bi bilo dobro, ja. Je pa pomembno ne samo, da smo tam slušatelji, da tudi nastopamo, torej, in zdaj toliko smo nekako vidni, da teh nas nekaj, no, ker smo bili, Jedkaj pa jaz, smo tudi nastopali na nekih teh dogodkah, tako da, manjka pa ta sistematičnost. Zdaj, vsaj v tej fazi te vlade manjka sistematičnost. In prenos tega nazaj v našo lokalno okolje. Tako. Kar so dobre izkušnje, pa kar so dobre prakse, te stvari bi morali pri nas uveljavljati. In tukaj, bom rekel, žal tega ni videti zadnja leta. No, zaenkrat je pomembno, ne, sicer to se lahko še kasneje dotaknemo, da ne izpademo iz teh mednarodnih tokov, kjer se odloča o recimo relativno pomembnih zadevah v zvezi z umetno inteligenco, to pomeni prisotnost v mednarodnih organizacijah, to je OECD, UNESCO, Svet Evrope, NATO do neke mere tudi, ne. Potem se pa zdaj nastaja nova, tudi Evropska komisija in stvari, ki se tam dogajajo, in zdaj pa nastaja ena nova mreža organizacij, kjer se jaz saj prizadevam, da bi čim prej se vključili v to mrežo, to so pa tako imenovani AI Safety Institutes, ne, ki jih je zdaj nekih 20, no, to je zdaj še neka začetna faza, ampak tle bi zdaj morali
recimo, lahko bi že pred pol leta reagirali, ampak recimo, če bi zdaj bi bilo še vedno v redu. Tako da, ampak upam, da se zdaj vsaj neko zavedanje obstaja. In spremljati, seveda, lejte, to je tako ena strateška igra, ki se spreminja. In pač, če imaš enkrat dobro pozicijo, ne pomeni, da imaš čez 5 potez dobro pozicijo še vedno. Kar smo videli, naprimer, zdaj, ko so Kitajci pokazali svoj jezikovni program, pa smo bili kar naenkrat vsi šokirani. To je bilo dobro sporočilo. Ja. To sporočilo je bilo, tudi če nimaš nenormalno velike infrastrukture, si lahko igralec. To je bilo sporočilo, ki je bil pa wake-up call za big tech. Za nas pa mislim, da je bilo pozitivno sporočilo. O tej varnosti bomo morda res, se pravi, ne morem zdaj mimo tega, da mi zmanjšujemo število vpisnih mest za računalniško fakulteto, pa še kje, kjer bi jih seveda nujno potrebovali. Omenili ste še drugo stvar, to je ta denar. Zdaj ga je res veliko na voljo. To smo 4-5 let nazaj govorili za zeleni prehod, zdaj govorimo za to umetno inteligenco, za digitalizacijo. Kako je pa s tem? Ali tukaj Slovenci znamo pobrati del, ki je seveda tudi naš in kjer bi nam pomagal vsak evro? Kar naenkrat bi bilo morda dovolj denarja za prostore, za kadre in tako naprej. Jaz lahko rečem, da nismo ravno preveč uspešni, oziroma ne moramo biti na to črpanje sredstev evropskih sredstev ponosni. Ja, počrpamo nekaj sredstev, lahko pa v določene postopke pospešili, poenostavili in jaz verjamem, da bi bistveno uspešnejši, sploh bom rekel pri tem denarju, zaradi tega, ker brez tega denarja bomo postali nekonkurenčni. Se pravi, če bo to, ne vem, Nemc ali pa Francoz ta denar evropski pobral, bo pač raziskovalno močnejši in bo pač 2 koraka pred nami. To pomeni, da mi brez tega bomo že zaradi tega bolj hendikepirani. Je pa res, da smo velikokrat tudi pri teh postopkih v Sloveniji, tako mi temu rečemo, bolj papeški od papeža in si nekatere stvari popolnoma nepotrebno zakompliciramo, ko bi jih dejansko morali pospeševati ali pa ko bi jih morali tudi za strani države dobiti, če bi rekel temu support ali pa da bi lažje do kakšne stvari prišel kot podjetje, ampak dejstvo pa je, da ti včasih sprašujejo take narodne stvari, da ne veš, ko bi rekel. Dr. Marko Grobelnik, a razumejo na vladi, recimo, ali pa na ministrstvih, da zdaj tam je ta denar in da vendarle je treba imeti? Besedno, ja. Dejanje se bo bolj šlo. Razumejo, to absolutno. Ni vprašanje, da ne bi razumeli. Jaz mislim, da nimajo dovolj agilnega kadra, zato da se potem ti za ta denar boriš na primeren način, rabiš imeti dejansko ekipo, ki se s tem ukvarja. Ki grize skozi vsak dan. Ki grize ves čas, ki spremlja razpise, ki osveščajo ljudi in tako naprej. Zdaj, kako smo se mi, ne vem, zdaj govorim za naš odsek za umetno inteligenco, pač mi imamo interno na odseku, ne na nivoju inštituta, interno na odseku vso infrastrukturo za pridobivanje teh denarjev. Mi smo, ne vem, v povprečju 4-5 velikih projektov na leto uspemo pridobiti, pošljemo, ne vem, recimo 20, smo tudi 40 prijav na leto poslali in, ne vem, enkrat se spomnim, smo 45 poslali, pa smo dobili 2 odobrena, je bila katastrofa. Zdaj smo jih pa poslali 18, pa jih je bilo 12 odobrenih. Tako da zdaj, recimo, nam rekel, da se kopamo v denarju, ampak imamo denarja kar zadost. In tako malo je gambling, torej ti vržeš kocke, pa upaš, da se bojo vrnili. Jaz še dodal tole misel, da podaljšam. Mi, bom rekel, premalkrat se ukvarjamo z absorpcijsko sposobnostjo gospodarstvenih inštitutov in zaradi tega, ker stvari niso konstantne ali pa ker niso predvidljive, je zelo težko imeti raziskovalca na zalogi, če bi tako rekla. In potem se ti lahko zdi, tako si rekel, da imaš denarja, pa ne moreš vsega počrpati, drugič pa imaš ljudi ali pa imaš projekte, pa tisto te mogoče ni razpisal pa čega tega. Tukaj bi morali bolj sistematično držati vsaj nek minimum, bom rekel, skozi biti stand-up pripravljen za štart v nizkem štartu. In pri nas že gledamo samo slovenske razpise za raziskave, pa ne samo za AI, za vse stvari. Niti na mesec ali pa na kvartal ne veš, kdaj se bo stvar zgodila. In tako je zelo težko planirati. To imamo mi enako težavo. Ja, v resnici ne moreš zares planirati, kako boš kadre zaposloval in potem imaš te fluktuacije. Ko
v nekem trenutku praskaš finance za to, da človeka obdržiš, ker ko bo enkrat šel, ga ne boš dobil nazaj. Boš moral pa novega spet izobraževati pa šolati. Točno to, in to je drago. To je veliko dražje, kot obdržati nek obstoječ kader, ki je že izobražen in ki ve prvi. Jaz bi tukaj še eno lastno izkušnjo dal. Ne? Mi smo bili v oktobra 23 zbrani na IPC-u, se pravi med 50 najbolj raziskovalnih podjetij evropskih, da smo lahko podpisali pogodbo z MGRT-jem, smo jo podpisali sredi decembra 24. Se pravi, stvari 14 mesecev se vlekla, pa je šlo samo za formalizem, ker je bil evropski razpis. Se pravi, Slovenija je pred tem zraven, ki je tu subvencionirala, ampak dejansko je šlo za formalno, da bi se samo v Sloveniji, bom rekel, naredil razpis, podpisalo pogodbene stvari naredila. In tukaj so te stvari, ki enostavno trajajo preveč. Ta čas pa zamujamo, ne? Ja, to drži, se pravi, mi smo se za to interno nekako organizirali, imamo celo infrastrukturo interno in nismo odvisni ne od države, ne od Štefana, ne od nikogar, sami od sebe. Ne? Tudi mi imamo svojo pisarno, ker ne gre drugače. Tako. Je pa res, ja, seveda, je Vida rekla, je pa treba vzdrževati ta tok denarja, pač projekti pridajo, pa se ustavijo, pa morajo novi pridati, tam pa je neke nedoločnosti, je pa res treba tudi reči, da v zadnjih 25 letih nikoli nam denarja zmanjkalo, no, tako da tudi ni bilo. Tako da, v bistvu, kar dobro, nekako, pa tudi mislim, da sosednjim odsekom, zdaj govorim za Štefana, no, tako da ni tako slab. Lahko bi se drugače stekal, ampak se ni, ne, tako da je bilo dobro. Mi imamo nekoliko več fluktuacije, ne, zaradi tega, ker večina zaposlenih ni samo raziskovalcev, so tudi pedagogi in je posledično manj časa za prijavljanje na vse te projekte. Ne? Če si pa ti ves čas samo v tej raziskovalni sferi, imaš 50% več časa, da lahko dejansko narediš več raziskav in tudi več prijav na projekte, več časa za mreženje, ker recimo mi, ko imamo študijski proces, ne moreš kar iti vsake 3 dni nekam na službeno pot, pa se z ljudmi pač povezati in skupaj prijavljati projekte, je fleksibilnost glede tega veliko večja. In mi v gospodarstvu imamo še za eno stopnjo teže kot vi v akademske sferi. Ja. Tisti je bolj krvavo. Mislim, zdaj, kaj je krvavo? Mi smo tudi na trgu, smo pa na raziskovalnem trgu. Hotel sem reči v časovni komponenti. Mi še teže se mrežimo, še teže reči, zdaj bom pa šel na eno konferenco po te stvari. Tako da, bom rekel, tukaj v nekem smislu čutimo pomanjkanje pomoči države pri teh stvarih, da bi interes gospodarstva zagovarjala bodisi v Sloveniji, bodisi pri Evropski skupnosti, pa da nam bi te stvari pomagale urejati. Veste, kaj imajo nekatere države? Na nivoju države imajo tako imenovane Chief AI Scientiste, ki so v resnici tisti, ki skrbijo, da je nek pritok denarja za področje umetne inteligence in osveščanje vseh nivojev in gospodarstva in znanosti o tem, kaj se dogaja, kdaj bojo kakšni razpisi zunaj, povezujejo z drugimi državami. Tega recimo mi v Sloveniji nimamo. Ne? In potem se mora vsak naučiti po svoje, kako pride do nekega denarja, kje iskati za res razpise, ker teh različnih portalov, kjer so razpisi objavljeni, je malo morje. Ne? Ampak sej imamo Ministrstvo za digitalno preobrazbo. Ja. Kako pa to deluje? Ja, ne vem, zdaj, če tako naravno spovemo, ne, zdaj v tem prvem delu ministrovanja je bilo to bolj slabo, ne, zato ker je kar nekaj ljudi zapustili, ne, izkušenih ljudi, ki so bili tam 20 in več let in so razumeli špil dobro. In izguba teh nekaj ljudi, ne, vse to je bila ekipa 4, 5, ne velik, je tudi izguba za celo državo, know-how, kako se te stvari dela. Ne, in zdaj, seveda, lahko gremo zdaj tle naprej na imena, pa tako naprej, ampak to raj ne. To mislim, da je bila velika izguba. Ne. Zato, ker recimo ta ekipa je bila taka, ki se jo je poslušalo na mednarodnem nivoju, ko se je Slovenija pojavila. Ne. Trenutno smo pa zelo oslabljeni. Tako. Ne, da čisto nič, je pa smo zelo oslabljeni. Še eno vprašanje tukaj moram načeti, pa bomo potem tudi ta del naredili. Slovenija je ena redkih ali celo edina država, kjer v osnovni šoli, srednji šoli nimamo predmeta IT-ja. A drži? Žal moram to potrditi, ostali smo sami v evropskem prostoru na to temo, sami v slabem smislu seveda, ker namreč, če želimo govoriti o digitalizaciji družbe, če želimo govoriti o umetni inteligenci, če želimo te stvari peljati naprej, potem bom rekel, moramo zajemati iz celega bazena
kadrov, ki prihajajo, pa otrok, ki se izobražujejo, in dejansko ti otroci do vpisa na računalniško fakulteto nimajo opcije, da bi videli, ali jih ta poklic sploh zanima. Zdaj, če govorimo o matematiki, če govorimo o geografiji, konec koncev tudi v glasbi, oni lahko skozi izobraževalni proces že vidijo, a bi jih morda ta stvar v življenju veselila, ali pa morda celo imajo predispozicije za te stvari. Žal je IT eden redkih poklicov, kjer ne more nobeden do samega vpisa na fakulteto videti, ali se najde v tem delu noter. Tako da s tem smo tudi hendikepirani še pol drugače, ker tudi tisti, ko ne grejo na IT, da ne bomo zdaj samo o IT-u govorili, se pravi, tudi končno splošna digitalna pismenost naših prebivalcev se s tem, bom rekel, ne povečuje oziroma se prepočasi povečuje. To pomeni, da mi dejansko, bom rekel, kot družba se ne razvijamo tako hitro, kot se razvijajo ostale, nam sosedne družbe ali pa naši, če bi rekel, ostale države v Evropski skupnosti. To pomeni, da mi v resnici, ne vem, če sam DESI indeks pogledamo, 10 let nazaj smo bili mi med top 3, zdaj smo top 3, ampak kot od zadnjih. In to smo delili v 10-11 letih, kar si moramo šteti, po mojem, vsaj za moje osebno mnenje, kot neuspeh, ne kot da smo pač zdrseli pa... Mi smo bili top 3, tam do 9 ali 10 smo prelezali, kar je bilo dobro, bistveno nadpovprečje. Super smo bili gor, če tako gledamo. Zdaj smo pa čist na repo dol in še najhujše ravno pri AI temah, ker je... In ko govorimo o izobraževalnem procesu, pa te stvari, to so stvari, ker se investicije ali pa strategija dela za naslednjih 20-25 let, ker tisti otroci, ki se danes vpisujejo v prve osnovne šole, bom rekel, če jih bomo pravilno usmerili, potem bo z njimi nekaj na to temo digitalne pismenosti, pa konec koncev tudi naravoslovno-tehničnih poklicov ali pa bom rekel, če govorimo zdaj o AI-ju, pa o programiranju po teh stvarih, da bomo dobili tukaj ta bazen ven. Slovenci smo izredno, jaz bi rekel, brihten narod. Tudi kljub temu, koliko nimamo najbolj idealnega izobraževalnega sistema, ko se marsikaj od tega noter ne najde med predmetim, imamo še zmeraj recimo zelo velike uspehe tudi na matematičnih, na računalniških olimpijadah, na fiziki, na astronomiji. Se pravi, smo, kar se tega tiče, jaz bi rekel, kljub temu, kako slabo s tem gospodarimo, smo še zmeraj zelo, zelo dobri. Če bi pa vsaj povprečno evropsko gospodarili, bili pa mi, po mojem, številka ena lahko brez kakega velikega problema ali pa res med ta boljšimi. Če sam dopolnim, v Sloveniji se že desetletja dr. Brodnik svojo ožjo skupino trudi, da bi spravila računalništvo v osnovne šole. Cel učni načrt, vse obstaja, materiali, vse obstaja, ampak nekako ni posluha na višjih inštancah, da bi se to dejansko upeljalo v proces izobraževalni z različnimi izgovori, ker to so samo izgovori, kar dobimo na pladnjo, od tega, da ni kadra, ki bi te ljudi izobraževal, kar mogoče je dejansko res, ampak se ti ne rabiš imeti kadra izobraženega najprej 10,000 ljudi, pa potem vpisovati, to gre vse z roko v roki. In dokler ne bomo začeli, mi ne bomo nikamor prišli. Če ne bomo začeli zdaj, bomo čakali še naslednjih 5 let, bomo spet še bolj zaostajali, ker še 5 let. In to se nam dogaja. Jaz sem zdaj že 3-4 leta član te skupine in moram reči, da bom rekel, zelo brihtni, zelo super. Vse je res pripravljeno, država pa kot da je to od nekoga drugega zgodba. Žal nihče ne želi tega krenati. Razmišljanje, kot da je nek interes zadaj tega, da se to uvede. Ampak interes seveda je, da gre država na boljše, da gre naša družba na boljše. Ampak so pa neke bojazni, da je pa nek osebni interes, kar je pa nesmisel. Edina dobra stvar je, da imamo neke srednje tehnične poklicne šole oziroma gimnazije, kjer so tudi računalniški inženirji, tako da saj nekaj malega imamo. Samostojno bolj, bom rekel, zagnane na to temo. Ja. No, se morda bom kar jaz povedal, da tega pa nisem vedel, pa bi prav, da povemo, ker je vendarle govora o tem, kaj bo ali pa kaj je, da smo imeli ministrico, ki zdaj ni več na Ministrstvu za digitalizacijo, ki je na vprašanje, ali podpira uvedbo tega predmeta v osnovne šole, rekla ne. To je... Bog ji pomagaj, jaz nisem bil v najboljših odnosih z njo tudi zaradi te tematike, ampak ona ni prišla v politiko pa na to ministrstvo zato, da bi prav kaj dosti pomagala, ona je bolj pač
prišla tja zaradi svoje službe. Zaradi promocije. Nažalost je treba to vsi vemo, tako da to je samo vprašanje, ali se to pove na glas ali ne. In takih ljudi ne bi smeli imeti na takih odgovornih mestih. Imela je pa seveda zadost moči, da je lahko usmerjala stvari in jih je pač ni dobro usmerjala. To konkretno, to, kar si rekel prele, izobraževanje je investicija, ki če jo danes začnemo delati, bomo želi rezultate šele čez pa toliko let. Čez 25 let. In to pomanjkanje dolgoročnega razmišljanja, neodvisno zdaj od te ministrice, pomanjkanje dolgoročnega razmišljanja sistemskega, nas ves čas tepe. Kaj nas pa rešuje? Seveda rešuje nas pa ta individualnost, kot si rekel prele, še vedno imamo, seveda, na olimpijadah zmagujejo, imamo to in ono, recimo, če pogledamo per capita, smo solidni. Zelo dobri. Zelo dobri. Ampak to pa seveda je vse temelji na entuzijazmu. Na Štefanu imamo vedno dobre ekipe, ampak to so seveda entuzijasti. Entuzijasti, ki jih seveda gojimo, pa pazimo na to, da ta entuzijazem nekako zalivamo in da raste naprej. In seveda, ker država pač ni zelo velika, je za državo, če jih dobimo, 10 na let ali pa 5 do 10 na let, je že uspeh. Je že kar uspeh. In nekako v tem obsegu pa teh entuzijastov uspemo pridobiti. V smislu izobraževanja, recimo, bi rekel, to je malo znano, ampak v resnici, če pogledamo osnovnošolska pa srednješolska tekmovanja, iz programiranja, tam so te dobri pridejo ven. Bober, recimo tako. Bober je taka zgodba. Recimo. Bober, ja, tako. Ravno na to mislim. Poglejte, od kje zmagovalci prihajajo. Torej, prihajajo iz privatnih računalniških šol. Konkretno je to Zavod za računalniško izobraževanje, tam iz Pržana, ki ga vodi tudi že vsa leta entuzijast Jelko Urbančič, in on je toliko talenta sproduciral, da je to neverjetno. Nikoli ni dobil priznanja pravga. Ampak on je naredil v bistvu več, zdaj nimam številk, ampak vidim, od 10-20 nagrad jih je, 2/3 od njega pride. Isto na srednješolskem nivoju. Seveda, pol na nivoju faksa pa pač tam nima več vpliva, ampak pa njegovi študenti še vedno pomagajo tam. Seveda, ker imajo dobro predpozicijo, ker so pač dobili osnovna znanja. Ta individualnost nas pa rešuje. Sistemskost, dolgoročnost pa trpi, nažalost. Ja, mi imamo te posamezne iniciative, ki imajo razne poletne šole, tudi mi na fakulteti imamo že 15-16 let poletne šole za srednjošolce pa osnovnošolce na področju računalništva in tudi druge fakultete, nismo mi edini. In recimo, pa vem, da v računalniškem muzeju tudi imajo neke delavnice za osnovnošolce. In tega je v resnici kar nekaj, zato ker so ljudje, ki so nekako v tem poklicu, ugotovili, da za mlade nič ne obstaja. In potem iz lastnega interesa, da se to malo spopularizira, pa znanje razširi, izvaja potem take programe. Jelko je pa sploh, jaz se spomnim še, ko sem bila v gimnaziji, on mi je te tečaje in to je bilo, jaz sicer nisem hodila, ampak ja, super je, super. To je tako, če bi imeli 3 take, bi bilo. Ja. Mislim, ampak dolgoročno to ni sustainable, to ni rešitev. Ti ne moreš delati na individualizmu in na temu, da je nek zanesenjak tam, ki nas rine naprej. To je zelo slabo. Pa čakati na srečno naključje, da se eden odloči, da bo to stvar počel, pa da to toliko let ustraja, pa to stvar počne, da ne obupa vmes. No in zdaj, če jaz bom pa popolnoma drugače vprašal, če je res takšno veliko nerazumevanje tega, o čemer govorimo, kaj vse pa se zdaj dogaja na področju umetne inteligence, kjer so te spremembe, kot ste tudi sami rekli, tako hitre. Kaj je tisto, kar je naprimer tako neverjetno, da v bistvu bi morali... Jaz bi, če lahko jaz par stavkov sam povem, zdaj ta hiter razvoj umetne inteligence, ki smo ga na začetku omenili, prinaša seveda eno stvar, ki je ne nujno samo za Slovenijo, ampak tudi za cel svet, za manj del razvitega sveta, prinaša eno demokratizacijo tehnologije, dostopnost do neverjetno močnih orodij. Torej, orodja ali pa stvari,
ki so še, 2-3 leta nazaj izgledale znanstvena fantastika. Ne? So zdaj science fact. Jih zdaj vsak otrok lahko uporablja in jih dejansko uporablja. Ne? Torej, je prišlo do enega takega premika, ne? Torej jaz in moji kolegi nismo verjeli, da bomo to doživeli za časa naših življenj, to, kar zdaj imamo. Ne? No in zdaj ta hiter razvoj, ta demokratizacija te tehnologije seveda je lahko nevarnost za tiste, ki pravzaprav zaostajajo, pa jih ne zanima, hkrati pa za tiste, ki pa so bili onemogočeni prej, priložnost. Ne? No in tlenot vidim eno pozitivno sporočilo, priložnost, da če tudi smo nekatere stvari zamudili, ne, jih lahko... Smo dobili popravni izpit. Tako na nek način, ki ga lahko zdaj... Če ga bomo znali. Tako, ja. No, na začetku ste omenili, a ne, tudi te oziroma govor ameriškega podpredsednika, ko je dejal, mi bomo najboljši. To prinaša tudi nekaj pasti za Evropo, naprimer, tukaj bi se pa zdaj obrnil na ta gospodarski del. Kaj je s prihodom Trumpa v trenutku začelo veljati? Naprimer, sami ste omenili, zdaj že do nekaterih stvari v Evropi ne moremo, naprimer, ne? Slovenci smo zdaj recimo na tem spisku, kar se tiče dostopa do visoke tehnologije, kar se tiče grafične kartice AI, bomo rekel, padli tam nekje, bomo rekel, v razred afriških držav in določenih stvari se enostavno v Sloveniji ne da več uvažati. Bom rekel, mi kot podjetje se pač tega izogibamo, tako da bom rekel, čez cel svet potegnemo kartice, čez Avstralijo konkretno, da odgovorim na to stvar, oni nam jih potegnejo z Amerike, pa čez Avstralijo prijo, to lahko uvažamo, ampak govorimo o par kosih, zaradi tega tudi oni ne upajo veliko golfati. Nemci so kompletno zaprli vso dobavo kartice. Enostavno v Nemčiji ne kupiti več ne moramo. To je recimo eno stvari, ko je zdaj prišla pa za Trumpom, ampak tisto, kar je tukaj bolj zaskrbljujoče, je to, zakaj se nas toliko bojijo, oziroma zakaj smo mi toliko postali tretja vrstna država pri umetni inteligenciji, pri tej stvarih, ker mi dejansko, bom rekel, smo članica NATO pakta, članica Evropske skupnosti, ampak to pomeni, da nekdo od naših, ki nas zastopa na teh telesih, ni dvignil roke ali pa ni rekel, mi smo tudi tukaj zravno, ne? In s tem, to je pa moje osebno mnenje, s tem po mojem smo si mi, zelo na kratko progo se ne bo veliko poznali, na dolgo progo smo si pa določene stvari otežili, ne? Prej smo se ravno pogovarjali o tem našem superračunalniku, postavili so vprašanje, ali bomo sploh lahko opremo za uvozili v Slovenijo. To bo tudi ena taka zanimiva tema, ki se nam bo zelo hitro zgodila. In tukaj moramo tako gledati, da ena stvar je jasno strojna oprema, ki se potrebuje za umetno inteligenco, in tukaj smo trenutno hendikepirani, imamo pa ravno z takimi deli, kot je Markotova ekipa, pa to, bom rekel, imamo pa opcijo, ker imamo pa ogromno kadrovskega potencijala, ki pa te stvari lahko rešuje. Ne? Tako da, bom rekel, nismo čist padli z igre, dejstvo pa je, da bo tukaj treba neke stvari spremeniti oziroma se drugače jih lotiti. Ne? Je pa monopolizacija te tehnologije za strani ZDA, bom rekel, postala strahota. Recimo, če gledamo Kitajci, kljub temu, da razlagajo Američani, kak je hudo, pa da jim ne bojo prodajali, lani je 1/4 prometa Nvidia ustvarila čez Singapur. In Singapur so zdaj tudi pokazali pa dokazali, da je ta vsa roba šla za Kitajsko. To pomeni, da Kitajci so imeli skozi dostop do robe, to pomeni, da oni imajo zaradi bypassa boljši dostop do robe kot mi, Slovenci, ki smo člani Evropske skupnosti, ki smo člani NATO pakta. Ja, to je pa strateško in taktično pozicioniranje, ki ga pač imamo, mislim, malo bolj šibko tlele. No, nerodni smo. Jaz bom rekel, nerodni smo. Ja. Predvsem smo nerodni pri teh stvarih. Ne? Mislim, Evropska unija sicer skuša vlagati v čipe, a ne? Zdaj so bili tudi neki sprejeti novi kompetenčni centri za čipe lani, kjer je Slovenija zraven, no? Ampak je absolutno premal. In vprašanje, kdaj bo rezultat teh investicij. Cel špil je pa... To je boj močnejši. Cel špil je pa to, da na koncu je ena sama firma v resnici, od katere bi si želeli kupiti čipe, to je Nvidia. In to je to. Ne? In to je to je za cel svet je zelo nerodna pozicija. Ne? Predvsem ena točka je to, če tako gledamo. Ne? Zdaj gledam tudi, da za Nvidia vse čipe proizvaja TSMC na Tajvanu. Recimo sem, da pride do kakega zapleta, da Kitajci recimo malo po Tajvanu zaropotajo, se bo stvar za cel svet ustavlja, ne samo za Američane ali pa za Evropo ali pa za Kitajce. Ne. In tukaj bom rekel, kaj bo stvari izgledali v prihodnje. Ne. Sveda, evropski čipi, pa te stvari, to Amerika se trudi, zdaj čipe na ameriški celini proizvajala, pa so mogoče
delno uspešni ali pa, imajo pač določene težave. V Evropi smo mi industrijo imeli vsega. Bili smo, največji proizvajalci rama, ko se je ram začel pojavljati. Imeli smo, delali smo procesorje, vse stvari smo proizvajali v Evropi, ampak je ta stvar enostavno postopno, ko bi se rekel, razgradila se in se je vsa stvar ugasnila. Imamo v Evropi, mogoče boš me ti popravil, ampak imamo 2 velika centra, eden je Dresden, eden je Beljak. Beljak se je usmeril v druge stvari, ki ima tudi zanimive stvari, ne. Recimo Beljak proizvaja mikrofone za telefone in predstavlja 55% svetovne proizvodne mikrofonov za telefone je narejenih v Beljaku. Beljak je recimo trenutno edini, ko ima 300 mm waferje za karbid, nitrat, za te visokotemperaturne, za krmilnike, za AD konverter. Od teh... Določene stvari, recimo vse, kar je recimo Siemens SCADE, se proizvaja samo v Beljaku. Zaradi tega, ker ko so začeli Kitajci kopirati, je Siemens vložil denar v Infineon in so začeli proizvajati in kontrolerje in senzorje striktno samo v Beljaku. Tako da industrija tukaj je močna, ampak v nekih drugih segmentih. Te industrije, ko imamo, nam zaenkrat žal ne bo koristila za AI vsaj naslednjih 50 let, ne. Dajmo še to pomisliti, ne, to sem moral te dni nekje komentirati, ne. Torej, umetna inteligenca do pred par leti pravzaprav ni bila tako požrešna, dajmo reči, v smislu teh čipov, infrastrukture, tudi elektrike in tako naprej, v smislu teh resursov, ne. In to je zdaj tako postalo in zdaj tako nekako kot na eno tako zavedanje, da to bo pa mora biti zdaj sam še večje pa tako naprej, ne. Lahko se stvari spremenijo tudi, ne, v naslednjih letih, da morda bo potreba pa ta lačnost po teh resursih tudi padla, upam. Torej, lahko, ne vem zares, ne vem. Torej, zagotovo resursi bojo morali ostati, ampak ta neverjetna rast potreb po resursih pa morda se bo ustavila. No in takrat bo seveda tudi priložnost za neameriške oziroma, dajmo tako reči, Američani, ki nimajo dostopa do Nvidia, isto ne morejo nič delati, univerze tipično, ne. Bolj ali manj vsi prosjačimo tam neke kredite na raznih cloudih ali pa probamo nekaj kupiti in tako z dolgimi cikli, bistveno predolgimi cikli. To je realnost cele akademske sfere, razen tisti, ki imajo povezavo z, ne vem, recimo Amazonom, Microsoftom, Googlom, pa še kakšnim cloud providerjem, ne. Torej, moja poanta je bila samo to, da morda ni dobro, da smo preveč zaslepljeni s tem neverjetno požrešnostjo umetne inteligence po resursih, ki se je zgodila v zadnjih dejansko 3 letih, 4, no. Prej to ni bilo tako, ne. Pa tudi to je treba povedati, da umetna inteligenca niso samo te veliki jezikovni modeli, ki so res požrešni, ne. Velik del umetne inteligence, recimo, ne vem, tovarne in take stvari funkcionirajo na manjših, na bistveno manjših računalnikih, ki so seveda lokalno, tako da to je tudi treba povedati, no, da ni treba čisto vsako stvar skozi ChatGPT gledati. No. Ampak ti veliki jezikovni modeli so tam tudi najbolj popularni. Popularni so in tudi, bom rekel, s tem je tudi vsa široka javnost prišla nekako dostop do umetne inteligence. Prej je bila to ozka dejavnost specialistov, ki so se kakšni stvari pač ukvarjali. Zdaj se je pa ta stvar enostavno odprla vsem, da vsi nekaj probajo narediti. Ne? In ko govorimo o large language modelih, so fantastični zapisati zgodbe, zapisati tekste, ker so iz tega tudi nastali, ali pa za neke slike skupaj zgenerirati. Ne? Za kako drugo stvar je lahko problematično, ker še zmeri sanjajo. In bojo ostali sanjati, kaj je to. Ker so v osnovi tak narejeni. Ampak zakaj nas potem tako, kar izvolite? Ne, treba se samo zavedati, da tudi v umetni inteligenci so cikli, kaj je v nekem trenutku in ali pa popularno. Ne. Pač to je zdaj, jezikovni modeli, čez 5 let bo nekaj drugega. Ne vemo trenutno kaj, ampak... Tudi se sem Marko to navezal, jezikovni modeli so zarasli za te, ker so v bistvu število nodov, oziroma ne nodov,
nevronov so se tako drastično povečali, da je zaradi tega stvar dobila občutek, da je postala inteligentna, če bi tako rekla. No? Ja, ampak to je v resnici že prej se začelo dogajati. Ne, niti velikim jezikom. Vedeli sem, splošna javnost tega ni tega čutila, ker zdaj bom rekel, nič noben problem, 70 bilijonskega pogajanja ali pa še večjega. To so bile stvari, ki jih 5 let nazaj dejansko ni bilo, mogoče v laboratoriju, ampak da je bilo pa javno dostopno, pa ni obstajalo. Je pa zdaj iniciativa, jaz se vprašam. Iniciativa v resnici, kar nekaj iniciativ za tako imenovani CERN za umetno inteligenco, to so tudi in Alice in Kern, ali kako se že Kern, ali kako se imenuje? Claire je bil, ampak zdaj preimenovan, mislim, da je Kern zdaj. Ampak se vsem so nekako tudi podpisale to izjavo, da rabimo tako imenovani CERN za AI, kar pomeni, da bi imel v resnici v Evropski uniji nekje nek hub, kjer bi imel res največji računalnik, top of the top in infrastrukturo in AI scientiste in ne vem kaj še vse. Potem bi imel pa distribuirane enote, tako kar imamo v resnici že zdaj, in mi z Vego, Leonardo imamo potem v Italiji in pač se ti povezujejo potem tudi na to, ker mi, ne vem koliko vi uporabljate, na Freeu se uporablja dejansko tudi Leonardo italijanski za računanje, torej za uporabo, pa seveda Vega je nafilana z izdelavami jezikovnih modelov za slovenski jezik, zato zdaj se tudi Slovenija prijavlja za sofinanciranje strani EuroHPC-ja za nov superračunalnik, ki upajmo, da bo odobreno in da bomo imeli pač novo, osveženo verzijo Vege. No, to vse drži, je res, da je ta debata, ta evropski AI CERN, to debato jaz sledim, pa te ljudi celo osebno nekako poznam, jaz ne vem, 6-7 let. Vmes so bili neverjetni prepiri, zato ker sta dve struji, smo takole sedeli za mizo, niso se stepali, so pa upili en na drugega, ker kdo bo tega. Mislim, to je tudi tako komplicirana zgodba. Medtem je zdaj AI sicer postal tako popularen, da mogoče je kruha za vse dost, ampak to lahko še traja. Čisto operativno vprašanje, ki ga pa imamo, ne vem, zdaj mi vsi trije in še naši kolegi, mi moramo pa danes tukaj nekaj. Danes bi rabili, danes bi to rabili, ne čez 3 mesece, ne čez 2 leta. Seveda strateško planiranje, srednjeročno, dolgoročno in tako naprej, tudi absolutno pomembno. Ampak mi moramo dejansko danes tukaj nekaj narediti, če ne bomo pač ne moramo funkcionirati. To se pa da. Prej si rekel, recimo 70 milijardni model, recimo, ja, jaz ga lahko na svojem notebooku tečem. Nisem verjel, da bom tazga lahko, torej še 2 leti nazaj nisem verjel, da bom to lahko. In to je fascinantno. Ja, to je fascinantno, to je neverjeten. In to je tako močno orodje, da jaz še zdaj kar gledam, Spomnim se, ko ste bili gost v oddaji, ko sem jo vodil na svetu, in takrat ste prišli prav to razlagati, prav kaj zdaj ta ChatGPT in vse to pomeni, in takrat ste rekli, počakajte, to je začetek, zdaj bo šlo pa to samo gor. Saj še vedno je začetek. Ja, še zmeraj se petamo. Tako, mislim, stvari, ki prihajajo zdajle, nas bojo pelale še dlje, to je tako, kot tam v Star Wars, v Star Treku, boldly go, nobody has gone before. Tako približno izgledajo te zadeve tudi, stvari, ki prihajajo, mislim, da bojo predvsem, mogoče lahko eno to je bilo pol leta nazaj, je bila ena konferenca, pa sem bil na panelu in je bilo vprašanje, a se da v enem stavku povedati, kje smo zdaj, pa kam bomo šli, pa sem pomislil, kva bi bil ta en tak stavek, da bo, in sem rekel, ja, tako, kot smo zdaj, približno stojimo pred enim ogromnim ogledalom, in ko damo prompte LLM-u, damo prompt, nekaj hočemo tistega gledala, in ogledalo nam da odsev, da odsev nečesa, kar je človeštvo že naredilo. To so današnji LLM-i predvsem. AI prihodnosti, ki pa ga že čutimo, že vidimo, je pa to, da bomo lahko gledali na drugo stran ogledala. To je pa tako, kot Alice v čudežni deželi. No in zdaj že imamo elemente tega, da na drugo stran ogledala lahko gledamo. In zdaj moje vprašanje je zato, ker ves čas govorimo o tem, kaj prinaša, ampak hkrati pa,
morate se bati, a ne, to nam tudi reče. Naprimer, zdaj je prišel kitajski model, pa nam reče, opa, ta je pa nevaren, ne. Sam imam tukaj tak pogled, ne, TikTok je nevaren, ni pa nevaren, ne vem, Facebook, pa oba v resnici počneta isto, samo da en za kitajsko vlado, drug pa za ameriško, a ne, se to ves čas vidimo, ko bi nam povedal, aha, v Snapchat so pa Izraelci udrli ne, ampak zakaj je, naprimer, kitajski jezikovni model nevaren in zakaj je tudi ChatGPT lahko nevaren za, ne vem, podjetja, za države? Jaz mislim, da ta DeepSeek R1, ki je prišel, ni nevaren v ničemer. Nevaren je samo, če ga eventualno uporabljamo nerodno uporabljaš. Ali pa če ga uporabljamo na kitajskem čez kitajski server, pa pač podatki tam ostajajo in to ti vnaprej povejo, da jih bojo shranjevali. Isto kot OpenAI shranjuje pri ChatGPT, isto kot Google, pa ostali eksplicitno veš, ne, kdaj ne shranjujejo, ne vem, če je zaverjeti, ne vem, Microsoft recimo na Azurju trdi, da pač ne shranjuje, ne. Tam je še hujša zgodba na Microsoftu. Oni so celo recimo vse v dokumentacijo Evropske skupnosti so konec leta 23, začetku leta 24 skopirali v Ameriko. In so čez njega Copilota poslali, se pravi, čez vse Worde, čez vse PowerPointe, čez vse Excele. Namreč to je bilo nastalo na osnovi tega, ker so v Ameriki dobili tožbo, da če to bere mašina, se pravi, če bere to umetna inteligenca, potem to ni kršitev avtorskih pravic, če pa to bere človek, je pa kršitev avtorskih pravic. In na osnovi tega so vsi, tudi recimo Google ni nič drugačen, ali pa Facebook, vsi so praktično poiskali na svetu vse izvore člankov, knjig, dokumentov, vse, kar se da not nafilati, ne? In so skozi te stvari skozi spustili. In tudi ko gledamo recimo cenovne modele teh, bom rekel OpenAI ali pa Gemini ali pa Copilota, ko samo zračun, tisti, ko pač se s tem ukvarjam, ko samo pogledaš velikostni razred stroška, ki ga tistim posegom dosežeš, ugotoviš, da elektrika presega za faktor 10, 20 ali pa 30 krat to, kar si ti rabo, da je za tebe to stvar rešil. To pomeni, da tudi oni zdaj še zmeri subvencionirajo to stvar tako globoko, da si ti pripravljen morda in pa dati nek dodatni dokument, ki ga pa do zdaj niso še videli, ne? In s tem pomeni, da bi lahko konkurenco oni pač premagali. Dejstvo je, da ko je dokument enkrat v internetu, je zmeri v internetu. In to je recimo mojem mnenju, ena velika nevarnost, ki se ljudje morda premalo zavedajo. Da enostavno s preveliko lahkoto neke dokumente, neke slike, neke stvari dajo v eter. To stvar je že pokazal Facebook, kaj se ljudje na Facebooku objavljajo in tukaj je dejansko, bom rekel, problematična stvar. Zdaj bom mogoče še za Microsoft to isto stvar naredil z GitHubom, tako da je čez vse source, ki so na GitHubu, je tudi Copilota spustil in ti Copilot v Visual Studio pomaga na osnovi sourceov, ki jih je na GitHubu prebral. Se pravi, tukaj gre dejansko, oni se zdaj, če bi rekel, kitijo ali pa monetarizirajo stvari, katere niso bili nikoli lastniki, pa katere niso nikoli vlagali denarja, pa časa, pa resursov. Tako da tukaj je tudi en tak problem AI-ja, ko je zdaj ljudje enostavno, ker je to pač popularno, ker je to hype, sploh ne razmišljajo o posledicah, kaj dejansko ta stvar lahko pomeni, ne. In v poslovnem svetu, če gledamo, je tudi recimo ogromno ljudi uporablja Office 365, ki to isto stvar počne. To pomeni, da dokumenti, ki so Office 365, jih Microsoft uporablja v Copilotu. Ja, učenje, ja. Jaz sem API mislil sicer prej, ja. No, ampak ja. Ampak, če sam dokončam misel okoli nevarnosti, jaz ne vidim, zakaj bi bil ta DeepSeek karkoli bolj nevaren, ne, kot karkoli drugega, ne. Zdaj, obstaja seveda ena cela nova paleta novih možnih vdorov, to so te sleeper agents, ne, kjer lahko, bi rekel, nastaviš neko zanko noter ali pa, ampak ne vem, zaenkrat ni bilo nobenega večjega incidenta na to temo ali pa nobenega incidenta, ki je stvedil. Ne še. Možnost pa obstaja, vemo, kako to narediti, ne. Ne znamo pa odkriti tega, ker je samo tisti, ki dal to noter, ve, da je to noter skrito, ne. To je recimo primer nečesa tazga. Je pa res, da je DeepSeek, to je zelo, a ne, zato je bila ta stvar tako impresivna, ker je open source, ne. To, mislim, ne vem, v 2-3 minutah vam jaz lahko dam to na vaš notebook in uporabljate odklopljeni od interneta, kamor ne grejo podatki, ne. To je toliko enostavno, ne, toliko enostavno in to je nekaj, kar se pravim, 2-3 leta nazaj si nismo mogli misliti, da bo to... V znanstveno-tačni filmi so bile te stvari, no. Ja. Dejansko. Vse to, kar mi govorimo, to je to, kar dobijo vaši študenti, a jih to potem
navdušuje, to pelje v ta svet, ki jih čaka, ne vem, ali v podjetju ali pa na Inštitutu Jožefa Štefana? Ja, v bistvu je stvar odvisna tudi od študenta samega. Zdaj, če gremo čisto konkretno v izobraževalni proces, ne imamo osnovno šolo, srednjo šolo, kjer ti da neko osnovo, širok pogled nad nečem. Potem pride na fakulteto za računalništvo, dobijo potem nekoliko ožji pogled na računalniške vsebine. Kaj mi pogosto slišimo od industrije je, da ne učimo praktičnih stvari. Ampak večina ljudi, ki to govori, se ne zaveda, da če jaz študenta danes učim praktično stvar v prvem letniku, v drugem letniku, ko bo on prišel ven čez 5 let, to ne bo več aktualno in bom spet dobila isti učitek, da učimo zastarele stvari. Kar pomeni, da mi v osnovni, torej prvi stopni, kaj jih učimo je osnove računalništva, zato da lahko sploh se sami doučijo potem trenutno aktualnih zadev, ko so pa v firmi. Od kompleksnosti algoritmov dalje, ne, programiranja in tako. Naša naloga ni, da mi človeka izučimo uporabljati dotični programski jezik. Seveda mi uporabljamo neki programski jezik, ampak jih moramo učiti konceptov in razmišljanja. In to je recimo nekako osnova, kaj dobijo v prvem letniku, pa potem še drugi letnik. V drugem letniku in tretjem in potem na magisteriju se pa dopolnjujejo vsebine. In ja, tudi učijo se jezikovnih modelov, natural language processing, torej obdelavo naravnega jezika, umetno inteligenco imajo že v drugem letniku, vsaj na visokošolskem študiju, na univerzitetnem je v tretjem in cele module imamo cel študijski program na magisterskem študiju iz podatkovnih ved in cel kup izbirnih predmetov z področja umetne inteligence. Govorimo o obdelavi slik dalje. Ko res zelo, zelo širok spekter znanja imajo pokrita. In to je to. Ne. Potem pa je na njih, da se še sami doizobrazijo, odvisno kaj potem rabijo na svoji poklicni poti. Tudi reči, da je to že 30 let. Ravno to sem te reči. Že v času najnega študija računalništva smo mi že imeli umetno inteligenco, pa takrat smo bili celo, bom rekel, zelo pomemben faktor na svetovnem nivoju z dr. Bratkotom. Ne. To je ena stvar, ki malo vedno pozabljamo, da je v bistvu cel inženirski kader, ne pa Bratko je učil še na strojnem faksu, tako, da je cel slovenski ta inženirski kader ima to nekako podzavesti, ki je moral skozi stojati, ker pa ni primer druge. In to je spet ena naša prednost, ki pa žal kopni. Ki pa zdaj, ta gap se zmanjšuje, žal. Zmanjšuje se, zato ker so drugi dali v višjo prestavo in so začeli tudi to izobraževati, ampak še vedno jaz dobim kar nekaj študentov tudi iz tujine, in na doktorski študij, magisterski, in nimajo teh osnovnih znanj, niti o umetni inteligenciji, kar naši imajo. Tudi jaz sem šla med študijem v Avstrijo študirati, in smo imeli tam predmet nekaj povezan z umetno inteligenco, se ne spomnim več kaj. Oni niso vedeli ničesar. Ne, meni je bilo to tako simpel, pa kaj je zdaj to, pa to so 3. letniki že, ali 4., se ne spomnim, kaj je bilo. 4. letnik, pa kako ne vejo teh osnovne. Mi pa imamo to in imamo zelo dobro zaledje. In Slovenija je imela še 15 let nazaj, per capita smo bili v vrhu, koliko imamo znanstvenikov z področja umetne inteligence oziroma raziskovalcev, ne znanstvenikov, raziskovalcev. To izjavo sem jaz takrat enkrat lansiral v en članek in je tako ponarodela. Ja, ma je res bilo. Vse sem preštel. Po so pa te ministri začeli preverjati, a to res ali ni. Sem rekel, je, glede na vse skupaj drži, je pa res, da se zdaj ta stvar, ta razmerja se malo menjajo. Nam je bilo lažje to, moram reči, tudi zaradi vsega tega izobraževanja in imamo le, 3 odseke na Štefanu, pa robotiko 4, pa 3 na 4 na Friju, pa nekaj v Mariboru, pa na Primorski, pa na fakulteti za elektrotehniko, vse, tako da realno je tega, glede na velikost naroda, recimo, nas je recimo 2 milijona, tukaj enega Minkna ali nekaj taga, Minhen je kar bogat tudi s to pametjo, ampak 2-milijonska mesta nimajo nujno toliko tega. Pameti. A lahko še ta zadnji krog morda naredimo, pa v tem ne morem mimo,
kaj pa bo. To se mi zdi ta znanstvena fantastika, jaz sem velik navdušenec, ampak se mi zdi, da zdaj, ko govorimo o umetni inteligenci, vsak jo vidi skozi svoje oči. Včasih je pa, če povabim 3 take goste, vendarle bolj zanimivo, če vi razložite, kam bo šlo to na vaših področjih. Ne vem, omenili ste robotiko, z Mašo Jazbec sem včeraj govoril, ker sem mi povedal, da prihajate, pa rekla, vprašaj ga, kaj pa on misli o humanoidnih robotih in umetni inteligenci, ker mene straši, kaj vse se je tam spremenilo. Maša Jazbec je samo za tiste, ki morda ne poznajo, ena največjih pameti, kar jo imamo v Sloveniji, pa zagotovo na vrhu na svetu za humanoidne robote. To so taki kot mi, samo da so morda malce bolj počasni, ampak pametni pa včasih pri kakšni stvari bolj, drugače pa manj, lepi pa niso. Ja. Razen na Japonskem, kjer jih delajo. Ja, ne vem, če jaz lahko rečem tisto, kar je meni osebno interes, in tle vidim tudi, če se vrnem na tisto Alice v čudežni deželi, pogled za ogledalo, kaj to je v resnici. Torej, odkrivanje znanja, ki vemo, da obstaja, torej, ki obstaja, pa ga mi kot ljudje še nismo odkrili. To mi je ena taka stvar, ki sem je tudi zdaj na OECD-u predal in je bil kar dober odziv. Torej, zdaj imamo že zgodnje se pravi signale, da se lahko pridemo do tega. Zdaj, če se sliši to mogoče malo neverjetno, bom povedal z nečem, kar se vam bo zdaj čisto verjetno. Na začetku 90-ih let smo imeli programe za igranje šaha. Velemojstri so brez težav jih premagovali. Ko je prišel tisti Deep Blue, je bilo ravno nekje isto. Zdaj, te programi, tako kot je Kasparov nedavno povedal, je rekel, da on nima šans proti tem appom, ki so na iPhonu. Zakaj? Mi, ki morda nismo igralci šaha, mi vidimo morda potezo 2 naprej. Velemojstri vidijo nekih, 9-10 potez naprej. Te programi pa vidijo 15-20 potez naprej. Dobro, to je zdaj pri šahu. Tle se vsi strinjamo, da tako je in izgubljena bitka za človeka pri šahu. No, zdaj se pa to dogaja na nivoju znanja tudi. Pač nekdo, ki ni ekspert, nekaj ve v neki zadevi. Ekspert, ki je strokovnjak na nekem področju, ve malo več. No in zdaj to približno te LLM-je, ki jih imamo zdaj, so približno na nivoju nekakih ekspertov. Te nove generacije LLM-jev, to so pa tudi ta R1 in te ki O3 in te, ki so zdaj nedavno prihajajo, no te pa že kukajo čez nivo eksperta. Hkrati imamo pa že tehnike, kako gremo lahko bistveno dlje. In to je tak pogled za ogledalo. Torej, kako pride do znanja, ki ga mi ne znamo niti poimenovati še. Lahko ga pa tako otipamo že, da obstaja neko znanje. No, to je približno tako, malo bolj plastično, da povem. To je zagotovo ena stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, ker to bo naredilo veliko razliko. Še posebej, če bo kvantno računalništvo pa šlo, bo to lažje. Potem je pa še nekaj drugih tematik, kot so te agenti, ki zdaj prihajajo in tako naprej, ampak recimo, da se tega zdaj ne dotikamo. V smislu ene zadeve in napredka človeštva preko umetne inteligence je pa to doseg do znanj in stvari, ki so v naravi, pravzaprav Amerika že prej bila. Kolumb je treba novo skupaj sestaviti, pa neko novo znanje s tem. Tako, ja. To je recimo en pogled. Bom kar ponovil vprašanje. V resnici je zelo tako težko vprašanje. In v resnici ne vemo. To, kar je Marko načel, je definitivno ena izmed možnosti in jaz se z njo strinjam. Nekateri bi najdel kakšno res grozno stvar, pa iz tega ne bi delala. Definitivno bo umetna inteligenca v vseh porah našega življenja. Že zdaj je, na nek način pa se niti ne zavedamo, logično se ne zavedamo, da je, potem bo pa samo še več. In tudi na področju znanosti, če zdaj omejim na znanost, bo prodrla v vse znanstvene discipline, če ne drugega kot neko podporno orodje, zato da bomo lažje reševali določene izzive na različnih znanstvenih področjih. In to bo samo pač en tak velik skok naprej,
tudi v odkrivanju seveda znanja na teh različnih področjih in potem tudi za našo nadaljno dobrobit človeštva, ko bomo lahko to dejansko znanje uporabili za nekaj dobrega. Jaz bom govorila o dobrem, ker ne želim govoriti, da se stvar lahko tudi zlorabi. Evo, tako. Jaz bi mogoče tukaj dve take stvari mogoče izpostavil. Ena stvar je sigurno vprašanje, ko se veliko ljudi sprašuje, ali nas bo umetna inteligenca nadomestila, pa bomo službo izgubili zaradi tega. Odgovor je ne, niti pod razno. Umetna inteligenca bo nadomestila tiste službe ali pa tiste zaposlene, ki je ne bojo uporabljali pri svojem delu. Se pravi, to je, jaz meri pravim, to je primerjava, tako ko so včasih bile one stare stručnice, ko so tisti majstri na roke šraufali tiste šraufe, pa je bil ful dober, pa je naredil, kar si htel. Pa so prišle pa CNC stručnice in tisto, ko se je prešolo, ali pa ko je prišla nova generacija, tisti je, bom rekel, naredil boljši izdelek, bolj natančni, hitrejši, z manj napora. In to, tako orodje je v bistvu umetna inteligenca. Se pravi, če zdaj gledamo, a se je bat ali ne bat, da je mojo uporabljati. Druga stvar, mogoče, ko bo tukaj zraven prihaja, bom rekel, kot gledanje naprej, kam na stvar pelje, ne? Stvar nas pelje, hočemo ali nočemo proti točki singularnosti. Ne? To pomeni, da se bo v nekem trenutku umetna inteligenca zavedla sama sebe. In ta točka singularnosti je, bom rekel, pomembna zato, da bomo vedeli, ali bo ta umetna inteligenca do nas prijazna, ali bo tako se vi prej htela reči, da ne bi htela nekdo, ali bo mogoče, bom rekel, negostoljubna do nas, ali pa kakorkoli drugače. In tukaj bomo morali biti previdni, ali pa bom rekel, biti dovolj modri, da bom rekel, to zgodbo naredimo tako, da bomo skupaj z roko v roki nadaljevali razvoj človeške civilizacije. Se pravi, da ne bo slučajno to postalo naš konec. Pa da ne bomo doživeli, recimo, vsi se poznamo film Terminator. Tako da zdaj smo nekako na tej poti, da bi ti Skynet lahko celo nastal. Ki je bil takrat tam science fiction, zdaj prihaja od tega, da ga bomo v nekaj letih ali pa v nekaj letih, rečemo, bomo prišli v tisto točko. A bo dosti elektrike? Ja, zdaj, kar se elektrike tiče, če gledamo zdaj te velikane, kot so Google, kot je Microsoft, oni tatom te kupujejo jedrske elektrarne v Ameriki. To pomeni, da oni bo imeli elektrike za dost. In zdaj, če mogoče se jim še pomalj črnogledega narediti, kaj če se umetna inteligenca odloči, da mi narobe uporabljamo energijo, da je samo v narabi zase. To je recimo tak izziv ali pa taka nevarnost, ki se nam lahko pojavi. Zato je naša naloga, da te stvari, bom rekel, naredimo dovolj pametne pa dovolj varne za uporabo. Ja, te debate, te črnoglede debate v prihodnosti, torej, ja, obstajajo možni razvoji dogodkov. Ne. Moramo pa tudi paziti, ne, da predvsej ljudi dela kariero iz tega strašenja. Ne. Ja, absolutno. Treba mečkan z distance. Tudi zdaj, v Parizu je bilo na dogodkih, so bili te, ki se deklarirajo, da so doomsdayeri. In mislim, ponovadi se nimajo fajnček, jaz v roke dobim, ki jih raztančiram, ne znajo. Ne znajo tega razložiti po praviči. Tako, ja, ko pod pokrov pogledaš, vidiš, da je zelo malo vedenja tam noter. Jaz lahko več povem o doomsdayu kot oni. Ne? Samo jaz pač se tudi trudam, kako, mislim, jaz ali pa ljudje mojega tipa, no. Ja, realne nevarnosti so, recimo en tak tist, kot se reče slon v sobi, ja, recimo avtonomna orožja, ki si pred 50 leti govorili, to je pa res grozno, to se pa ne sme zgoditi, pa se bile deklaracije. Zdaj noben problem. Serijsko se proizvaja. Južna Koreja, Samsung je največji proizvajalec in severna meja proti Severni Koreji, se pravi z Južne Koreje proti Severni Koreji, so avtomatska strojnična gnezda, ki nimajo človeškega nadzora. Pa v Ukrajini, ne vem, to so mi zančil, ko sem bil v Burgeru, so mi povedali, da je bila pa je, pol leta nazaj, prva bitka dronov, kjer nobenega človeka, noben ni umrl v resnici. In je celo so mi dali neko referenco na pač tisto neko bitko tam na ukrajinski fronti, kjer so bili dva oblaka dronov, so se tolkali, no in pač eni so zmagali, verjetno nekaj. Ne. Ampak recimo, to so stvari, ki kemijo na znanstveno fantastiko. Ja, ampak se dogaja. Medtem, ko se pogovarjamo, se to dogaja. O tem se pa ne govori prav dosti, ker to je še ena zelo nerodna veja umetne inteligence, pa če uporaba v vojski. Moja poanta je bila v tem, da bom rekel, moramo paziti, da ne bi do tega, da ne bi te tehnologije uporabljali ljudje, ki bi imeli zle namene, ali pa bi želeli zavladati svet, ali pa bi želeli narediti nek doomsday. No. To v resnici velja za vse
Ne samo za umetno inteligenco. Se strinjam, ampak tukaj je nevarnost v tem, ker ta stvar nastane brez, da imaš ti neke resurse v obliki denarja pa jedrskih. A je lahko nevarnost, ko govorimo o umetni inteligenci, da jo bodo imeli v roki zgolj tisti velikani, ki jih že danes vidimo, to so Microsoft, Google, kupijo jedrsko elektrarno, potem nam dajo jezikovni model, potem zdaj se bo lahko ukvarjal tudi z orožjem, smo slišali v Ameriki, Google, skratka, a nas pa lahko skrbi, da bodo te multinacionalke, to je pa tudi kot v filmih, zavladale svetu. Trenutno je to stanje. Trenutno je to stanje, ampak se mi zdi, da se to ravno z modeli, kot je DeepSeek, ki je v bistvu, ta DeepSeek je dal signal, da pravzaprav lahko tudi z skoraj infrastrukturo nivoja, kot jo imamo v Sloveniji, narediš takšen preboj. Lahko konkuriramo. To je bil pozitivno sporočilo. In to je to, kar sem prej nekako... Prej ste omenili, ja. To demokratizacija te tehnologije, ki je seveda, veliki imajo resurse in tako naprej, ampak jaz mislim, da smo lahko soigralci v teh začetnih fazah, pa nismo mogli biti. Absolutno. In tukaj se moramo zdaj pridružiti, če se ne bomo pridružili, če to priložnost zamudimo, jo bomo trajno zamudili. Hvala lepa vsem trem, da ste se pridružili temu pogovoru. Na začetku ste omenila, potem, ko je bil medijski pritisk, se je vendarle vsaj pri vpisu nekaj spremenilo. Ja, tole naj si vendarle pogleda, kdo z vlade, ker cel pogovor, če že niso spremljali, kaj se je dogajalo v Parizu ali pa niso prebrali kakšnih člankov v zadnjih pol leta. Hvala, sem res vesel, da ste si vsi trije vzeli čas in upam, da bomo kmalu spet sedeli in verjamem, da bi tudi tale pogovor lahko še uro in več peljali, pa gre sta vidva na sestanek na ministrstvo, vem, zato se dobro tam dogovorite, ker gre za prihodnost. Hvala vsem trem. Hvala za zelo konstruktivno debato. Vam pa hvala lepa, da ste bili z nami. Verjamem, da ste tako kot sam veliko izvedeli, predvsem pa, če imate komu kaj reči, naj vendarle nekoga podsuka za rokav, kajti da pa zmanjšujemo sredstva tam, ki pravzaprav peljajo v prihodnost, je pa ena velika neumnost, ki si jo ne želimo. Hvala, do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.